Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o negativcih. Če ste obkroženi z negativnimi ljudmi, kaj narediti? Ker dejstvo je, da, a veste, kako jaz vidim negativne energije oziroma negativne ljudi? Tako kot morje, ko je polno alg in tista sluz, ki se vleče na vrhu morja. Pač dejansko tako so negativni ljudje. In vsak ima v svoji okolici kakšnega negativca, ki je sluzast, ki je enostavno ne vdaja nič dobrega, ki ga mogoče lahko zavohate. Dejansko je tako negativen, da smrdi od negativne energije. In kaj narediti v takem primeru? Prva zadeva je, poskusite se čim manj družiti s takimi ljudmi. Zaradi tega, ker taki ljudje, pač to je tako, ko se kopaš v morju, ki je zasluzeno, pač ta sluz se obesi nate. Ne more biti drugače. Takrat, ko je morje okuženo, pač se ne kopaš. In ravno tako je s temi negativnimi ljudmi. Ko čutiš, da je nekdo tako negativen, pač stran od njega. Druga zadeva, pametno uporabljati kakšno stvar, to je pa zdaj vijolična energija za čiščenje energij. Glejte, jaz imam tukaj žajblove listke. Žajbelj, vam bom spodaj dala povezave, tudi pri meni na spletni strani lahko naročite žajblove listke in to je vijolična energija. Vijolična energija je pa v osnovi najvišja frekvenca čiščenja. In takrat, ko čutite, da je taka slaba energija, pač prekadite prostor, sebe prekadite. Če ne morete spati, vam povem, da pomaga, enostavno vzamete ali žajbelj ali sveti les in enostavno prekadite tudi sebe pod posteljo in boste videli, da avtomatično boste boljše spali. Tako da takrat, ko se okužite z negativno energijo, treba je vse narediti, da splezate na pozitivno stran, da se očistite. Tako kot če se v morju kopate, ki je zasluzeno, pač moraš pošteno se drgati, da gre tista sluz stran s tebe, da ne smrdiš po vsem tem, česar smo se navzeli. Tako da to pomaga blagoslovljena voda iz cerkve in tudi spet imam na zalogi sveto vodo iz Peruja, tako da v glavnem ali pa pošpricate s tem, tako da je sveta voda Palo Santo, se pravi, da se samo pošpricaš, greš v trgovino, čutiš, da ti padla energija, se samo pošpricaš in je to. Tako da poskusite na ta način in boste videli, kako se boste boljš počutili, kako boste imeli več energije, ker svet je zanimiv. Jaz imam ta trenutek občutek, kot da se deli na pozitivno pa negativno, kot da se dejansko deli na dve polovici in da se ločujejo te zadeve, da ne gre več skupaj, da ta, ki je negativen, ki je okužen z negativno energijo, gre čist po svojih tirnicah in ti, ki jaz verjamem, da tukaj mene poslušate, predvsem, svetle dušice, kar drugače, pač se veste, enako z enakim gre in hočeš biti na pozitivni strani. Zdaj pa tisto, kar se pa mi učimo, biti na pozitivni strani, prijazni smo do vseh, vsem ustrežemo. So določeni ljudje, ki manipulirajo. In takrat, ko manipulirajo, glejte, ni da se je spremenil, samo igra. In ko vi prepoznate, da je nekdo pač negativ, da je okužen s črno energijo, stran od takega človeka. Ne moreš ga rešiti, ne moreš ga spremeniti. Pač tak je in pika. No, pojmo preko kart prehodu na vodovo, da vidim stvarstvo. Za tole dušico, kaj je za njo ta trenutek res pomembno, da sliši, da ozavesti, da ve svoje darove. To slišim. Uporabljaj svoje darove. Veš, kje je tvoja moč, veš, v čem si dobra, uporabljaj svoje darove. No, pa da vidimo zdaj še prek kart. Uporabljaj svoje darove in na svetu si zato, da povezuješ, na svetu si zato, da svetiš z ljubeznijo. Ampak na svetu nisi zato, da vsakega, ki je negativen, da ga boš spremenila v svetlobo. Pač ne gre na ta način. Gre se za to, da boš ta prvo svetila z ljubeznijo za sebe, ker ne moreš
ne moreš vseh rešiti. Pač ne moreš. Glejte, čistko, Sveto pismo. Jezus, koliko svojih učencev je odnesel s sabo v raj? Nebovzetje. Pač nikogar. Jezus je zase, pač je šel v nebesa, je pokazal pot, ni pa, da je potem svoje učence s sabo vzel in je rekel, no zdaj pa gremo v nebovzetje. Vsak je šel izmed njegovih učencev po svoji poti. V ljudeh išči njihove moči, njihove dobre lastnosti. Ja, vsak ima v sebi drobno lučko, žarek Božjega. Dovoljuj si, da vidiš svetlobo v ljudeh, ti si svetloba, ki privlači svetlobo, in ti si svetloba, ki osvetljuje temo. In zdaj se je fulene energije ščistal, sprožil, in če čutiš, da ta trenutek, ta tema kar seka vate, da kar pluska vate, mogoče je pametno razumeti, da ja, si tista, ki osvetljuješ temo, ampak mogoče ne bi bilo nič narobe, če včasih stopiš en korak stran, pa počakaš, da se kakšen val sam zlomi, sam ščisti, sam, pač da se samo nekaj naredi. Ne moreš iti v najhujši nevihti, v najhujšem tornadu ven in reševati svet. Včasih je pametno počakati, da mine kakšna nevihta in potem rešuješ naprej. Ker naslednja je pa odločitev. Pogumno se odločaj zase. Podpirajo te vse vesoljne sile. Se pravi, ne moreš vseh rešiti. Pogumno se odločaj za sebe. Prav je, da se postaviš zase. Dovoljeno je, da si močna. Svojo moč lahko izražaš na ljubeč način. Veš, to je na ta način, da včasih rečeš, le meni pa to ni več všeč. In te bojo ljudje pisano gledali, pa bojo rekli, pa kaj ti pa je, se zmerom si se strinjala. Se pravi, tudi ko si bila tiho, si se strinjala, čeprav si v sebi noter, zdaj imela orkan v sebi noter, naven, na smeh in si se strinjala. Kaj ti pa je, zdaj pa naenkrat govoriš, zdaj mi pa to ni več všeč. Sledi sporočilom, namigom, znamenjem, ki te vodijo naprej. Varna si tukaj in zdaj. Odpirajo se ti nove poti, sposobnosti in nove energije. In prišla je karta Nova zemlja. Nova zemlja. Ti si boginja, ustvarjalka nove dobe. Tebe vodi srce. In dovoli, da te vodi srce. No, da vidimo sporočilo. Zavedaj se, da je v tebi neskončna inteligenca, ti si hči večnosti. Tvoje srce napolnjuje brezpogojna ljubezen. Dovoli, da so v tebi mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Zavedaj se, da je stvarnik tvoj večni vir. Vse tvoje duhovne, duševne in gmotne potrebe so in bodo izpolnjene v vsakem času in prostoru. Zavedaj se, da si povezana z rodovitnostjo. In ta ustvarjalka nove dobe, ja, zdaj se res dogajajo stvari. Zdaj ne pustijo energije nikogar pri miru in misliš, da si že čez najhujš in misliš, da si že predelala vse in znova naletiš na nekaj, kar ti da vetra. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker se pač učiš zbirati in uporabljati svojo božansko moč. Ne? Ker imaš v sebi to moč, imaš v sebi te darove, da zmoreš počistiti to energijo okrog sebe, zmoreš poskrbeti, da se tvoje energije uskladijo. Ja, vem pa, da je naporno. Ta trenutek, sploh, v kar sem prepričana, ljudje, ki so se cepili, so dejansko vsi okuženi z negativno energijo. In je prva stvar razstrupljanje sebe, kdor se je cepil. Odpravljanje teh težkih energij iz sebe ven. In tukaj noter imaš ta prvo delo potem s sabo, sploh kdor se je cepil, mora delati najprej s sabo. In sploh ljudje, ki so cepljeni in te sevajo slabo energijo. In danes pomislite, koliko ljudi se je cepilo. Ogromno, ogromno. Vem, da mnogi razmišljate, če bi še enkrat se ne bi cepila, če bi bilo še enkrat, ja, ampak jaz sem vam že takrat govorila,
odcepiti se ne moreš. Ko si enkrat cepljen, ne moreš reči, zdaj se pa ne bi. A ne? In takrat smo se odločali, kam gremo. Zdaj pa naredi nekaj v tej smeri, da se ščistijo te energije ven iz tebe, da se počistijo te energije, ker to je toliko sevanja slabe energije, da dejansko se potem komaj držiš glavo nad vodo. No, gremo naprej na naslednje sporočilo. Da vidimo, kaj ti še sporoča stvarstvo ta trenutek, kaj je prav, da veš, da ozavestiš, kaj je tisto, kar ti govori, kar je prav, da slišiš. Zaupaj v angele in v angelske sfere. Angeli te vodijo tja, kjer je zate najbolje. Sklajena si simfonijo srca in narave. In potem čakra tretjega očesa. Dovolj si videti resnico, ker resnica je ena. Dajmo mečkam govoriti o čakri tretjega očesa. Čakra tretjega očesa je povezana direktno z hipofizo. Hipofiza je pa povezana, to je glavni center za hormone. Se pravi, ko ti hipofiza ne dela dobro, imaš težave z očmi, ne vidiš dobro, se ti meglijo oči. Ko hipofiza ne dela dobro, imaš težave s ščitnico, z grlom, z izražanjem, imaš težave z hormonom, ki topi maščobo na trebuhu, hormon DHEA, ne proizvaja se rastni hormon, pospešeno se staraš, imaš občutek, da si se kar obesila dol, da imaš tako čist sesuto svoje telo. Nimaš ustvarjalne energije, ker tukaj je ustvarjalna energija, vidiš vizijo, vidiš to, kar ti je namenjeno, ustvarjaš. Pa vam pokažem, kaj sem ustvarjala. Glejte, toliko je dober ratal, no, tale slika recimo, toliko dober so nastale te slike in ja, čist me je potegnil tale ustvarjanje, toliko je dober. Ta slika je slika nove moči. Je energija kundalinija, se pravi spolna čakra, ki se dviga v višje čakre. Se pravi spolna čakra, ki mora napolniti vse ostale čakre. Zdaj pa pogledajte, kako so te energije zanimive. Ko imamo mi težave s spolno čakro, oziroma pojmo drugače, na čakro tretjega očesa, se blokira cel sistem čakr. In seveda, ta življenjska energija, to sem že tako učila, ki leži med kolčnimi kostmi, ne zmore iti v višje čakre. In se počutiš tako, kot bi bila v enem sodu, pokritem sodu in si brez energije. In to pomeni, ko te tvoja duša uči, da je čas, da poskrbiš za svojo notranjo energijo, boš mogla tudi kakšnemu človeku, ki ti ves čas pije energijo, reči, nimam časa. Boš mogla kakšnemu človeku, ki te kar naprej kliče, reči, lej, tole pa ne bo šlo na ta način. Ker v vsakem odnosu, to je znan rek Aleša Lisca, znanega marketinškega guruja v Sloveniji, on pravi, da je marketinški zakon, kaj imam jaz od tega. To mora stranka vedeti, ko karkoli pač že prodajaš, delaš, stranka mora vedeti, kaj imam jaz od tega. Ampak to velja za vse odnose. Kaj imam jaz od tega? Se moramo vprašati v vsakem odnosu in to ni sebično. To ni sebično. Kaj imam jaz od tega? In ko dobiš odgovor, same probleme, ne vem, če je to odnos, ki ti dviga energijo, ki te nosi naprej, ali je to odnos, ki te vleče dol in je tako, kot da bi imela težke kamne navezane na gležnje in te vleče samo na dno. Pač kam te nese odnos? Vsak odnos bi mogel biti, zdaj sliko vidim pred seboj, tako kot dobro smučanje, tako kot dober ples. Pač to je isto. Ali pa kot hitra vožnja, to je zame isto. Pač smučanje ali pa ples. Se pravi, dober ples, dober soplesalec, ni tisti, ki ti hodi po prstih,
ni tisti, ki se obesi na te in še ti njega nosiš. Dober plesalec je tisti, ki te dejansko povzdigne in ti njega in to gre. Enostavno plešeš. Ali pa dobra vožnja. Jaz to uživam v hitri vožnji, ki gre pač zraven še muska. To je to, a ne? Dobri odnosi te ponesejo naprej. Ti ne nosijo teže. Ni tisto, kakšni so pa slabi odnosi. Slabi odnosi so pa tisti. Pomislite na prekrokano noč. Ko se zjutraj zbudiš s težko glavo, dobro, jaz se tega sploh ne spomnim, kdaj sem imela prekrokano noč, ampak vseeno, pač veš, kako izgleda, ali pa ne prespana noč. Ko se zbudiš in nimaš energije in se vlečeš kot cunja, nimaš ta pravega pospeška, želiš zalaufati, pa ne moreš. No, to so pa slabi odnosi. In ja, življenje nas uči, da take odnose spuščamo in da posegamo po zdravih odnosih. To nas življenje uči. No, gremo naprej, da vidimo. Naslednja stvar, kar stvarstvo sporoča, čakate, strast, radost, proslavljanje tvojih odločitev, Nehaj braniti neke preživete zadeve, neke stvari, nehaj tudi poslušati ljudi, ki branijo svoja stališča, nehaj opravičevati slaba dejanja ljudi, zato ker so imeli težko otroštvo. Pač odpri vrata in naredi tisto, kamor te že duša kliče, da moraš narediti. In ja, ko boš to naredila, boš prišla do ubiranja pridelkov. Ampak to ubiranje pridelkov je povezano s tem, da pač imaš še kaj za narediti. Tako kot je treba vrata odpreti, je treba zlesti na lestev in pobrati pridelke. Se pravi, ne gre, da bojo sami dol popadali, ampak gre se za to, da imaš še kaj za narediti v tej smeri. Ti si ženska, ki si izredno čustvena. Zdaj seveda lahko si povezana s tem, da je voda tvoja moč ali pa imaš vodno znamenje. Ampak čustva so tista, ki so ključna pri tebi. In prvo, če želiš dajati ali pa deliti svojo energijo, moraš najprej napolniti svojo čašo. Ti lahko daš takrat, ko imaš. Glejte, mobilni telefoni, vsi vemo, da jih damo čez noč polniti. In mobilni telefon lahko deluje samo, če ima napolnjeno baterijo. In ravno tako smo mi. Ko imam polno baterijo, jaz lahko dajem. Takrat, ko sem izpraznjena, ne morem dajati nič. Se pravi, s čim polniš svojo čašo ljubezni? Zanimivo. In zdaj je prišlo izražanje. Skozi izražanje. Oziroma, tvoja čaša ljubezni, notranje energije se prazni zato, ker se ne izražaš. Zato, ker ne govoriš resnice. Zaradi tega, ker se bojiš, da bo svojo resnico nekoga prizadela. Mogoče se držiš nazaj, ker veš, da tvoja resnica bo nekomu pomenila rušenje varnosti. Lejte, vam povem mojo zgodbo. Moja zgodba je bila, kar se tiče mojega partnerskega odnosa. 25 let biti v partnerskem odnosu ni malo časa. In pogosto, ko sem rekla, da vas se pogovoriti, raba pomoč in tako naprej, je bilo tako, jaz nimam težav. Tako, z daljincem. Jaz nimam težav. A te spet luna daje? Kaj s tabo? Vreme, kaj s tabo? Ti imaš spet težave. Kaj bi spet rada? Ali spet tiš čas, ko bi se rada prepirala? In ko sem utihnila, sem prišla do točke, da ja, težavo imam jaz. Jaz nisem zadovoljna. Jaz na ta način ne moram živeti. Ne, da bom spremenila nekoga drugega, da bova midva ne vem kaj naredila.
jaz moram poskrbeti za svojo energijo, ker če ne bom poskrbela za svojo energijo, na dolgi rok bo mene ta energija zadušila in komu bom koristila, če bom mrtva. Jaz sem že imela težave takrat z grlom, jaz sem že imela težave z izražanjem in seveda izražanjem, ampak fizično sem že imela težave z glasom in glejte, bila sem brez glasu. In ko si brez glasu, kaj ti hoče telo pol povedati? Začni govoriti o svojih čustvih. Ne, ti imaš težave, ti si tista. Ampak vidim, da sva v tem odnosu oba dva nesrečna. Kaj bova naredila? Jaz predlagam to in to. In to, zdaj pa to, prišla je pa ženska, ki živi v obilju. Ženska, ki živi v obilju. In ja, kalvarija te čaka. Vsaka sprememba greš skozi ogenj. Greš. Pa če gledaš Sveto pismo, Jezus je šel čez teh 12 postaj in padal pod križem in tako naprej in prišel do vstajenja. Ampak vsaka preobrazba gre skozi ogenj. Se pravi, mora se žgati staro, da lahko na tem starem zraste nekaj novega. In vsak v življenju gre skozi to notranjo transformacijo. Lahko poklekneš, lahko padeš. Ko padeš, vedno pridejo ljudje, nekdo ti poda roko, nekdo ti reče, zmoreš, nekdo dobiš novo moč in greš naprej. Vedno je tako. Ampak tvoja preobrazba gre skozi ogenj. Recimo, jaz če gledam, moja najtežja preizkušnja je bila sigurno to, zapustiti 25-letno vezo in ni to neznano. To je bilo zame najhujš in glejte, po horoskopu sem rakica. Raki se vklepamo družine, in bomo naredili vse za družino, vse. In moja prioriteta številka 1 je družina. In dejansko zdaj, če gledam tako ironija, dejansko sem mogla spustiti to, kar meni največ pomeni. Pačko, ja, skozi ogenj. Greš skozi ogenj, to je tvoja transformacija. In ni druge, kot da greš čez to, da rušiš vse tiste okove, družinske, kaj bojo pa ljudje rekli? Glejte, jaz v celi vasi sem edina ločena. Edina. Pa še kje, v kakšnem okolju. Kaj bojo pa ljudje rekli? Recimo, tudi to, kar sem sama mogla predelati, je bila povezava s tem, da ženska, ki je samska, je manj vredna. Ne vem, odkje sem imela ta program, ampak ženska, ki je samska, je manj vredna. Se pravi, vse ženske, ki so v partnerskem odnosu, so nekaj več in tiste, ki smo pa samske, smo pa zdaj zaznamovane. In karta prejšnja življenja. Leto. Prejšnja življenja. To, kar nisi uspela v prejšnjih življenjih narediti, boš v tem življenju. So karmične lekcije, ko te zveže z nekom skupaj, te zveže, zdaj se pa izmute iz tega ven. In ni, da v naslednjem življenju bo lažje, ker boš v tem življenju potrpela, dala vse pod preprogo, bo pa v naslednjem življenju lažje. Ne bo, še težje, če boš imela še eno priložnost. Še težje. Nič se ne reši samo od sebe. Ni, da če boš še bolj pridna, še bolj potrpela, še bolj sklonila glavo, boš rešila karmo. Ne. Ko se karma čisti, pomeni, da se postavljaš v svojo moč. Tvoja moč pa ni v tem, da si še bolj tiho, še manjša. Mogoče pa tvoja moč, da si še bolj žareča, da si še bolj boginja, da si še bolj ljubeča. Ne pa v tisti ženski jezni energiji, ko postajaš možača, brez ženske energije. Ne, tvoja moč, če si v tem življenju si izbrala žensko telo, pomeni, da je v ženski energiji. Ženska energija je pa v milini. Ženska energija je v izražanju, je v čustvih.
Ni zato, ker si občutljiva, da imaš serijsko napako. Če ti nekdo govori, a ti pa tvoja čustva, pa smo spet tam. Hvala Bogu, da čutiš. To je tvoja moč. Ker lej, če ne bi čutila, kaj bi bila robot? Kdo hoče robota? A ni to ženska moč, da kako bi mi ženska, če ne bi čutile, kako bi vzgajale svoje otroke? A ni, da ko otrok pade, ker čutiš njegovo bolečino, ne rečeš, a dej no, kaj se cmerš? Ampak pej k meni, ga objameš, polupčkaš, popihaš, počakaš, da neha jokati in potem, ko neha jokati, ga spustiš. In on lahko gre naprej, močan, ker čuti, da je ljubljen. Daj pomislite, a ni to naša moč? Naša moč v tem, ko čutimo, kar smo. No in če gledamo to našo moč, ta naša ženska moč, ne? Naša ženska moč je sigurno v tem, da čutimo, da povezujemo. Pa smo spet pri isti karti, kar zmerom pride, zaziraj se vase, opazuj svoje čustveno stanje, svoje notranje vode, ne glede na to, kdo ti govori, te temne obraze okrog, ki govorijo, nisi to, spet ti, tvoja čustva, a bežno, a zdaj se boš pa cmerala, a dej no, spet tvoja drama. Ne. Ko čutiš, ko solze hočejo ven, ni spet tvoja drama, ampak je tvoje čutenje. Tvoje čutenje je tvoj blagoslov. In ko se zazreš vase in rečeš, kaj občutim, dovolj. To, če gre sovraštvo iz tebe ven, nič hudega. To, če gre dolgotrajna zamera ven, nič hudega, mora iti. Ne boš tega rešila, da boš pomedla še bolj pod preprogo, ker lej, če boš pomedla še bolj pod preprogo, kaj bo nastalo? Bolezen. A si to želiš? Verjetno ne. Vse to, kar pomeni za teboj, to ni tvoja moč, to ni tvoja pot. Lej to karto, poglej to. Se pravi, tukaj je moški, ki ima čelado in gor sta dva, ki se držita, ki se ruvata, ki pač sta v boju. To ni ženska energija. Ženska energija ni boj. Ne more biti boj. Ženska energija je to, delati obilje, živeti obilje, krasiti, povezovati. To je ženska energija. To je moška energija, jezna moška energija. Stran od takih ljudi, stran. In druga zadeva, notranji glas. Tukaj je otroška glava narisana, otroček, in ta notranji glas ti govori. Lahko bi bil Buda. Govori, vse je v redu. Taka kot si v redu. Čutim to in to. V redu je. Ta moja čustva mi govorijo kaj. Vem. In potem te zgrabi strah, ker tvoja čustva te mogoče ne podpirajo več na tej poti, kjer že toliko časa hodiš. In zadnje čase, pač na YouTubeu sem naletela na 2 videa, in sicer zelo uspešni YouTuberi, en je iz Anglije, ena gospa je iz Amerike. In oba dva sta po poklicu zdravnika. In zdaj pač ne da učita ljudi preko interneta, kako biti bolj zdrav, ampak dejansko kako spet na YouTubeu. Pač tako neverjetno. Ko čutiš, da prideš do neke točke, do neke zaključka poti, ne moreš hoditi po tisti poti, ki se je zaključila, ampak moraš pustiti, da izjokaš bolečino, da greš v stanje žalobnosti, da predelaš čustva in potem prideš v obdobje obilja. Ni druge. To so pač faze v življenju. Lej, 2-krat je prišla ta ženska obilje. Lej, tole. Lahko daješ samo, ko imaš svojo čašo ljubezni polno. Ne moreš dajati iz prazne čaše. Ne moreš. Ne moreš dajati nič,
Ker čaša, ki je prazna, je pač prazna in ne more dajati nič. In nova energija, pa že prej je prišla ta. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike, ker pred menoj je novo obdobje. Pred teboj je novo obdobje. Nova energija, ki imam jaz knjigico, ko sem jo dala, v glavnem, nove energije prihajajo v tvojo zavest. Čas je, da se začneš zavedati, da te stvarstvo podpira. Želim ti prebrati tole, da boš razumela. Ti, ki tole poslušaš, si več, kot se zdi. Zavedaj se, da si stvarnica svojega sveta. Zavedaj se, da se v tebi pretaka mogočna sila. Zato se prepusti toku življenja in zaupaj, da se bo vse uredilo. Karma, ja, karma je kurba. Res je, težko je, ne moreš ji ubežati, ne gre drugače, ampak enostavno, ko se odločiš, da boš naredila korake za sebe, se ti bojo odprla vrata tam, kjer mogoče jih ta trenutek ne vidiš, mogoče se bojo odnosi spremenili, šele takrat kot ti, a ne, ker če se učiš postaviti v svojo moč in v svoje izražanje, to pomeni, da mogoče, ko boš zbrala svoj pogum, lahko scveti roža tudi tam, kjer je videti, da ni primerne zemlje za rast. Lahko se odnos naenkrat spremeni, ker to je tvoja karmična lekcija, da greš v pogum, da greš v to, kjer je tvoja največji strah, a ne, mogoče s svojimi čustvi prizadeti nekoga, a ne, zdaj mu pa še bolj prijazna, da bojo ja vsi srečni, ampak vsem noter pač nisi zadovoljna. In dokler nisi v sebi zadovoljna, ne moreš deliti svoje radosti, ker je ni. Zavest. Spet. Tvoja zavest se širi na višjo raven. Tvoja duša te ne podpira več, da si v neki škatlici, tvoja duša te ne podpira več, da opravičuješ slaba dejanja drugih ljudi, tvoja duša te ne podpira več pri tem, da si še bolj tiha, še bolj mila, še bolj nevidna, ampak te podpira pri tem, da se postaviš v svojo moč, da si ti, boginja na zemlji, da postaneš najboljša različica sebe, boš videla vse v tvojem življenju se bo spremenilo. Zato postavi se v svojo ljubečo žensko moč. Uživaj na tem potovanju. Ja, kakšna moja knjiga bi ti pomagala, mogoče pri tej temi, o kateri danes govorim, najbolj, ko imajo moški hormoni žur. Pa ne mislim, da je to za moške, ampak za nas ženske, ki smo v moški energiji, zaradi tega, ker smo jezne, razočarane, pa še kaj. Tako da, sprav se v svojo moč in boš videla, vse se bo spremenilo. Tako da, veliko uspeha na tvoji poti, naj ti angeli pomagajo pri tem. Dovoli, da se v tvojem življenju zgodi čudež. Uživaj.